Gospod minister, nas čaka vožnja parne par, kar smo poznali v nekdanji Jugoslaviji in o čemer piše danes bruseljski Politiko. Dober večer. Ne, jaz še ne bi šel tako daleč. Sicer, če se bo zadeva res močno eskalirala, če se bo tam res nadaljevalo, potem bo cel svet, celotna svetovna ekonomija bo trpela in slovensko gospodarstvo ne bo nobena izjema. Ampak lahko poveste, to, da bomo pravočasno se pripravili na najhujše možne scenarije, je glavna učna ura, ki smo se naučili leta 2022. A ste o tem govorili danes na tej video virtualnem srečanju ministrov za energijo z celotne Evropske unije? Ne? Sodelovali ste, ne, povejte nam, o čem ste govorili in kakšne sklepe ste sprejeli, če ste že kakšne? Ja, imamo aktiven dialog z Evropsko komisijo, več bilateralnih sestankov kot priprava na mogoče izmenjavo vseh stališč vseh energetskih ministrov znotraj Unije. Današnja je bila pomembna iz tega vidika, ker je poskenirala Evropska komisija v predhodnih 3 tednih, kaj se dogaja in kako se posamezna država članica odzvala. Nekatere so že sproščale svoje varnostne razloge, nekatere še ne, nekatere so šle bolj v cenovne prilagoditve, blaženje, zaščito, nekatere tudi že razmišljajo o varčevalnih ukrepih. Pa kljub temu tudi Slovenija je v obsegu, če bomo šli v prihodnosti, če se bo to res nadaljevalo, pol mora iti evropska država v koordiniran, usklajen pristop varčevanja. Zakaj to pravim? Ker leta 2022 smo ravno na plinu dokazali in to je delovalo, če vse države hkrati grejo v kakršenkoli varčevalni ukrep, potem to deluje. In enako velja tudi sedaj pri raznih naftnih derivatih, mogoče kakšnih drugih zalogah. Tukaj moramo delovati usklajeno, koordinirano. Ampak recimo ravno ko so pri naftnih derivatih, ne, koliko manevrskega prostora sploh še imate, da blažite te cene, oziroma, ne, slišali smo gospoda Ivanca, ne, tudi gospa Lah je upozorila že v uvodu, ne, da ne moremo biti indiferentni na cene okrog nas, ne, čeprav so recimo plače nižje kot recimo v Avstriji in tako naprej. Kako bo zdaj s to ceno nafte? Lahko še blažite s temi trošarinami, dajatvami, ali je tega konec? Posamezne države članice so različno prišle pripravljene z svojimi metodami, metodologijami v tovrstno krizo. Zdaj se počasi izenačujemo, oziroma manevrski prostor, ki je bil različno na posameznem energentu v posamezni državi članici, se zdaj počasi izenačujejo. Zdaj je čas, da se pripravimo na usklajene, koordinirane ukrepe. Slovenija še ima kar nekaj prostora za blaženje, ima tudi nekaj prostora še na svojih zakupljenih količinah. Tukaj smo dobro pripravljeni napram ostalim drugim državam članicam. Koliko imamo prostora? Na bencinu ga imamo še kar nekaj, tudi na področju kmečke nafte. Smo pa bili ena med prvih, ki smo jih pozvali, da bo Evropa začela sproščati te limite, ki jih ima, ki jih ne moremo prestopiti. Tukaj želimo relaksacijo, želimo omnibuse, želimo večjo fleksibilnost. Naprimer CISAF, moje današnje sporočilo je bilo, če že imamo dovoljene državne pomoči, dajmo jih razširiti, dajmo jih omogočiti širšemu spektru gospodarstva in tako dalje. Ko ste ravno pri gospodarstvu, preden preideva na to, ampak pravite, da ste tam, da so nekateri ministri članic držav Evropske unije govorili o varčevalnih ukrepih. Kaj? A je na mizi tudi to, kar se je pač slišalo in poročalo, ne vem, da so ta priporočila Evropske komisije oziroma Evropske unije, da se tudi recimo, ne vem, en blažji ukrep zmanjša hitrost na avtocestah in tako naprej. Ste govorili tudi o teh stvareh? Mi imamo to že v posebni uredbi identificirane te mehke ukrepe, s katerimi, če bo potrebno, se jih bomo seveda poslužili, ampak še daleč, da smo tam. Ključno je, da če gremo, ker Slovenija je tranzitna država, marsikatera druga država je tudi tranzitna. Mi ne moremo biti izoliran otok, pa sami varčevati, vse okrog nas pa ne bodo varčevale. Tukaj mora Evropska komisija iti enotno v te ukrepe. Najprej bomo verjetno začeli pri ladijskem prometu, potem bomo začeli pri letalskih povezavah. S takimi velikimi ukrepi bomo se najprej na nivoju EU-ja lotili.
Povejte nam, gospod minister, na GZS so vas danes pozvali k znižanju prispevkov na električno energijo za elektrointenzivna podjetja ter kapico na ceno elektrike, znižanje omrežnine in seveda tudi predlagajo enako za ceno zemeljskega plina ter tudi nižjo obdavčitev za celotno gospodarstvo. Bo to na mizi tudi v četrtek na vladi? Ja, na vladi bomo ta teden verjetno že kar imeli obravnavo prvega paketa izhodišč tako imenovane interventne zakonodaje. Jutri bo predsednik vlade z njimi tudi seznanil vse ostale stranke, ki so se uvrstile v državni zbor, ne prvič, ampak malo bolj konkretno, to, kar se je zgodilo od prejšnjega tedna. Jaz računam, da bi rezultat teh dveh posvetovanj, eno takšno posvetovanje je bilo danes z gospodarstvom, z podjetji, kar veliko teh ukrepov končalo v tem prvem paketu. Nam vseeno morda lahko izdate kakšen detalj, kaj bo na mizi, recimo konkretno? Danes smo se recimo pogovarjali, da bi ta CISAF, ki smo ga sprejeli v obliki zakona, ena izmed prvih držav članic, ki ga je prenesla v slovenski nacionalni pravni red, da bi ga začeli razširjati, ampak ključno je, da najprej tega uveljavimo, da pohitri tle komisijo čakamo, Slovenija tle svoje naredila je kljukica, da ga razširimo, pa mogoče damo več denarja, ker to si podjetja želijo, ker je zadeva, kako pomagati, popolnoma transparentna in je učinek na pomoči posameznem podjetju najvišji, ker to ne gre za helikopterski denar. Drugo, kar si gospodarstvo želi, je, da bi razširili tako imenovano pomoč v obliki uredbe za posredne stroške. Trenutno ta vlada ga je uvedla po 10 letih. Slovenija 10 let čakala, leta 2024 sem bil kot minister, ko smo združili okolje pa energijo, prva, da smo to uvedli, 3 leta, približno 26 milijonov na leto, to smo že podaljšali, še za naslednje 3 leta, kar je gospodarstvo danes pozdravilo, pa bomo ta ukrep ga razširili. Verjetno ga bomo vsaj za 30% povečali na leto, gospodarstvo želi 40%. Tudi tukaj se bomo našli, ker gre za enostaven ukrep, pa ima zelo velik učinek na posamezno podjetje. Tretji ukrep je, tako kot ste vi rekli, zmanjševanje prispevka. Tudi na to sem pristal. Mi že delamo, smo že poslali Evropski komisiji, da to shemo znižanih prispevkov podaljšamo in da to čim prej uveljavimo. Kakorkoli hitro bo to veljalo tudi za nazaj, se pravi od 1.1.2026. Pred vami sta bila tukaj v studiu Mariča Lah in gospod šef Podgoršek. Gospa Lah predlaga zamrznitev ohranjanja absolutnega zneska davka na dodano na DDV, ki je bilo v začetku podražitev pobrano, znižanje DDV-ja na kmečko nafto in večji znesek povračila trošarin za avtoprevoznike. Kaj menite o teh predlogih? Bi prinesli izboljšanje, ublažili to krizo? Jaz vem, da so kolegi na finančnem ministrstvu slišali te pozive po zniževanju davka, tudi zniževanju trošarin. Marsikje smo to že se poslužili, recimo pri dizlu pa pri kmečki nafti, pri benzinu še imamo določen manevrski prostor. Ključno je, in to je bil tudi naš glavni prvi poziv že na prvem zasedanju, da te limite, ki so spodnji pragovi, da nam Evropa omogoči, da gremo po to. Nismo bili edina država članica, ki smo to pozivali, tudi ostale so bile, da imamo tle večjo fleksibilnost. Kdaj se bomo, če se bomo, to je stvar širše diskusije na sami vladi. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa.